Spoštovane gledalke, dragi gledalci, v tokratnem Posavskem obzorniku si bomo ogledali nove prostore Centra za krepitev zdravja v Krškem, obiskali zdravstveno-terapevtsko kolonijo Društva Sonček Posavje, prisostvovali 55-letnici Penin Istenič in obeležili Pavlinove dneve v Krškem. Poglejmo skupaj. S 1. septembrom je v bližini in pod okriljem Zdravstvenega doma Krško zaživel Center za krepitev zdravja Krško. V novih najemniških prostorih velikosti 360 kvadratnih metrov so pod eno streho združili do sedaj razprošene strokovnjake zdravstveno-vzgojnega centra, kar prinaša še več aktivnosti za krepitev zdravja občank in občanov Mestne občine Krško. Razmere na stari lokaciji so bile vse kaj drugega kot ugodne. Pridobitev je predvsem iz tega vidika, ker je končno ves kader na enem mestu. V obstoječem, torej zdravstveno-vzgojnem centru smo bili razpršeni po celotnem zdravstvenem domu, telovadnico smo imeli čisto na drugi lokaciji. V novih prostorih lahko občankam in občanom nudijo celovito obravnavo. Kjer se nahajamo poleg tistega obstoječega tima, torej tima diplomiranih medicinskih sester, psihologov in fizioterapevtov, še dodaten torej kader, ki smo ga pridobili, to je pa kader kineziologa in kader dietetika. Tako da skupno nas je zdaj 12 in s temi prostori, ki smo jih pridobili, torej ogromna telovadnica, ogromna predavalnica, individualne sobe, pisarne, lahko res zagotavljamo kvalitetno, še kvalitetnejšo izvedbo samih programov, še več zaupnosti med pacientom, med izvajalci, torej med izvajalci vseh oseb v tem interdisciplinarnem timu. Izvajalke programov so z novimi prostori več kot zadovoljne. Predno smo se preselili v te prostore, smo bile zelo prostorsko omejene, tako da nismo mogli zagotavljati tolikšne zasebnosti, v tolikšni meri zasebnosti in tako da s 1.9. pa smo, ko smo se preselili v te nove prostore, lahko zagotavljamo zasebnost in smo izboljšali strokovno delo do pacientov. Z selitvijo v nove prostore smo pridobili tudi MESI napravo oziroma za merjenje gleženjskega indeksa in hkrati tudi napravo za meritev telesne sestave, katere seveda se udeleženci z velikim veseljem tudi poslužujejo. Na področju telesne dejavnosti smo pridobili predvsem večjo telovadnico, kjer lahko izvajamo skupinske vaje. Pridobili smo tudi eno individualno sobo, kjer lahko mogoče malo več zasebnosti nudimo ljudem. Tle noter lahko izvajamo različne vadbe za ravnotežje, za zdravo hrbtenico, spodbujamo ljudi čim več gibanja, k zdravemu načinu življenja in jim svetujemo, kako pač to telesno dejavnost nekako unesti vsak dan. Dobili smo take lepe, nove, svetle prostore, kamor lahko povabimo naše udeležence. Imamo tudi še eno posebno sobo, ker smo tukaj sicer 2 psihologinji in če se je potrebno umakniti, imamo v bistvu potem eno sobo za individualna svetovanja, ki pride zelo prav. Osebe so v Center za krepitev zdravja praviloma napotene. V naš center so osebe napotene. Napotene so strani osebnega zdravnika. Napotene so tudi preko referenčne medicinske sestre oziroma torej diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine. Lahko seveda pridejo čisto samovoljno, samoiniciativno, kar pomeni, da na naši spletni strani so objavljene kontaktne številke, tako da absolutno so zaželeni tudi osebe, da pridejo same. Lahko jih napoti tudi specialisti iz sekundarnega, tercialnega nivoja, tudi Center za socialno delo. Skratka, mi smo dostopni, mi smo odprti, tako da za nekatere programe je potrebna napotitev, za druge ne. Z novimi prostori se bo število aktivnosti v centru še povečalo. Aktivnosti v Centru za krepitev zdravja so razdeljene na 3 take osnovne veje. Ena veja je aktivnosti v oporodnem obdobju. To pomeni torej, da izvajamo v centru tečaj priprave na porod in starševstvo. Bolj poznana kot materinska šola, samo da se zdaj tlele noter vključujejo res popolnoma vsi strokovnjaki v našem timu. Ena novost je tudi zraven, da vključujemo v oporodnem obdobju vadbo v nosečnosti, torej izvajajo fizioterapevti in kineziologi. Naj poudarim, da želimo oziroma cilj je tudi zmanjševanje neenakosti v zdravju. Vsi ti programi so torej brezplačni in so seveda dostopni vsakemur.
Druga veja je aktivnosti, ki se nanašajo na otroke, mladostnike in njihove starše. Tukaj izvajamo vzgojo za zdravje otrok in mladostnikov, torej vzgojo izvajamo v osnovnih šolah, v vrtcih, v srednjih šolah, torej posebej tam, kjer se zadržujejo otroci. Tle se tudi vključi zraven zobozdravstvena vzgoja. Aktivnosti za otroke so tudi v smislu pogovornih ur, ki jih izvajajo psihologi, fizioterapeuti in kineziologi, medicinske sestre, dietetiki. Torej obravnavamo otroke s prekomerno telesno težo, tako da tukaj nekako imamo tudi dobro navezo z pediatri, da res pridejo otroci torej k nam na te individualne obravnave. Tretja veja so pa aktivnosti za odrasle. Tukaj pa imamo 22 različnih delavnic v sklopu 8 takih področjih in cilj je torej, da se k nam pridružijo osebe, ki imajo neke biološke dejavnike tveganja, ki so ogrožene za razvoj kronične bolezni ali pa osebe, ki že imajo kronično bolezen. Torej, teh programov je zelo veliko, prav zaradi tega je bila potreba po teh novih prostorih, ki imajo kar 360 kvadratnih metrov. So sicer najemniški prostori, so pa nekako zelo, kako ne rečem, veliki oziroma svetlobe je ogromno, no, in to je nekako tudi za izvedbo zelo optimalno. Število sodelavk, ki izvajajo programe na centru, se je povečalo iz 4 na 12. Kadre v našem centru je bilo seveda težko pridobiti. Kadre dobre je vedno težko pridobiti, vendar lahko rečemo, da smo zelo zadovoljni z novimi kadri, kajti želeli smo takšne osebe, ki jim preventiva nekaj pomeni, ki poznajo pomen preventive, ki poznajo pomen, torej kako pomembno je preprečevati, da seveda ne pride do pojava torej kroničnih bolezni oziroma do pojava torej kurativne obravnave. Do dobro okrepljena ekipa na novi lokaciji, torej za občane in občanke Mestne občine Krško, načrtuje številne aktivnosti posvečene zdravju. September je bil v Stari vasi na Bizelskem poseben dan. Penine Istenič so obeležile 55 let ustanovitve družinskega podjetja. Ob tem se nam je predstavila tudi tretja generacija. V to lepo poslovno zgodbo namreč tudi uradno vstopata brata dvojčka Mark in Nik Istenič. Poglejmo utrip iz dogodka. Penine Istenič seveda ne bi bilo brez začetnika, legendarnega Janeza Isteniča, ki pri nas velja za pionirja pridelave penin po klasični metodi. Primerjava razmer danes in 55 let nazaj, ko sem začel, je popolnoma nemogoča, nam uvodoma pove. Jaz sem igral nogomet pri Olimpiji, to je bil že skriti profesionalizem in sem z denarjem, ki sem ga zaslužil, sem enostavno kupil eno zapuščeno kmetijo, ki je hiška še ostala, slamokrita, pa je bila tukaj bil en hlev in potem še ena klet. No in praktično vode ni bilo tekoče, imel sem 2 žarnici na celem posestvu in začelo se je praktično čisto od nule. A njegovo vizionarstvo, vztrajnost in nenehno izpopolnjevanje je danes, po 55 letih, obrodilo sadove. In mislim, da zdaj v tem trenutku naše penine so, kar bom rekel, v zgornjem evropskem nivoju. Velike zasluge za to ima njegov sin Miha Istenič, ki je očetovo vizionarsko vinarsko delo razvil v eno najbolj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk. Kot druga generacija je od očeta posle prevzel davnega leta 1990. Takrat je bilo to tako, da o podjetništvu nismo imeli pojma. Videli smo zelo veliko že takrat o peninah, ampak tudi kultura pitja penin je bila še takrat v povojih. No, jaz sem bil star ravno toliko, pol leta starejši, kot moja 2 sinova, ki zdaj prevzemata te generacijo. Moj oče je bil pa 1 leto kasneje pridelal prvo penino. Tako da, rekel, v času, ko rokarji umirajo, takrat pri nas se zgodi geneza, takrat se zgodi nekaj novega in takrat iz gosenic rata metul. Miha na podlagi več desetletnih izkušenj ocenjuje kot pozitivno, da je na Bizelskem vedno več vinarjev, ki se ukvarjajo s pridelavo penin. A za nadaljnji razvoj je potrebno povezovanje in nenehna rast kakovosti, saj le tako se bo Bizelsko na mednarodnem vinskem zemljevidu utrdilo kot regija, kjer so penine doma.
To področje, že moj oče pokazal, Dolenjci dokazujejo, Jastrebarsko dokazuje, je idealno za penine. Zdaj bom spet še enkrat rekel zadevo, za katero me lahko Francozi tožijo. To je lahko, ta področje je lahko nova evropska šampanja. Ampak pač treba bo spremeniti zakone, treba bo pač narediti veliko na področju zakonodaje, povezovanja odličnosti tako v kulinariki kot v proizvodnji. In biti pripravljen počakati, saj se preboj ne zgodi čez noč, še dodaja. Mark in Nik Istenič se zavedata, da vstopata v velike čevlje. V naslednjih desetletjih bosta krmarila med popolnostjo klasik dedka Janeza in vrhunskimi eksperimenti očeta Mihe, ter hkrati iskala svojo mladostno pot naprej. To medsebojno sodelovanje še naprej, skupno razvijanje, v bistvu samo to, da imava to odprto glavo, da v bistvu skozi razmišljava, kaj bi lahko v bistvu še izboljšala, kje so te šibke točke in v bistvu samo na tem gradimo naprej. Razigrana dvojčka imata obilo idej in številne načrte, sta si pa že na začetku razdelila delo. Mark se bo večinoma ukvarjal s pridelavo in kletarjenjem, Nik pa se bo večino časa posvečal marketingu in vodenju blagovne znamke. Tako med drugim želita čudoviti svet bizeljskih penin približati svoji generaciji. Najin cilj je to, da predstavimo, da se ne rabiš ti nalivati s penino. Penina je kakovostna pijača, s katero je fajn nazdraviti, a pa tudi sam kozarček ob jedi. To je kot kultura pitja, ki mi to hočemo razviti v naši mladini, pač med najino generacijo in tudi starejšo seveda, da ne rabiš pretiravati in vse bo meh normalno in seveda dobra pijača, dobro počutje, kaj češ lepšega, ne. Simpatična fanta si v prihodnje želita okrepiti blagovno znamko Penine Istenič tudi tako, da na Bizeljsko privabita čim več obiskovalcev. Priložnosti za prihodnji turistični preboj vidita v povezavi z vrhunsko kulinariko in ostalo kakovostno ponudbo, ki jo kot tako regija tudi ima. To je naš cilj, da res povečamo to obiskanost, da se tudi malo to turistično, da se turizem razvije še toliko bolj na tem. In da to rata, v bistvu lahko rata samo s tem, da se mi lokalno povežemo in da v bistvu skupaj sodelujemo in drugega promoviramo in skupaj smo močnejši. Njihova vizija je nekako skladna z strategijo razvoja turizma v občini Brežice in občina Brežice seveda bo pri tem maksimalno sodelovala in pomagala tam, kjer lahko. V Peninah Istenič je zavel nov veter. Tretja generacija je prevzela vodenje podjetja, na kar sta predhodnika, dedek Janez in oče Miha, neizmerno ponosna. Sem pa zelo, zelo vesel, da sta to zagrabila in da hočeta delati. Jaz zelo verjamem moje sinove in ponosen sem zelo na njih, ker so pokazali, zelo veliko spremembo na pozitivno. Na zgodovinski dan za družino Istenič so predstavili tudi 3 nove penine, katerim so 3 mladi šefi, Tomaž Bratovž, Mojmir Šiftar in Zala Pungeršič, pripravili vsak po eno jed, ki se je odlično spajala z izbrano penino. V 55 letih obstoja so Isteničevi ustekleničili 5 milijonov steklenic penin. Sredi septembra so starejši člani Društva za cerebralno paralizo Sonček Posavje samostojno bivali že na 5. letošnji zdravstveno-terapevtski koloniji, tokrat v Bošeči vasi pri Cerkljah ob Krki. Tokratne kolonije se je udeležilo 17 uporabnikov. Smo kar velika skupina in tukaj izvajamo različne, se pravi poudarek je na različnih terapijah. Izvajamo neurofizioterapijo, terapevtske masaže, imeli smo tudi obisk konja in smo izvajali hipoterapijo. Šli pa smo tudi plavati, ker je hidroterapija, se pravi plavanje, res za naše člane zelo blagodejna. Udeležencev je 17. Vsak pa ima tudi, oziroma hudeči nimajo svojega spremljevalca, ostali pa imajo tudi svoje spremljevalce, so 1 na 1, ker so to gibalno ovirani ljudje.
Tako da, ja. Potem so pa še druge, se pravi, aktivnosti, ki so prilagojene njihovim potrebam in željam. Kot danes slišimo, glasbena delavnica, se pravi, izdelovali smo ogrlice, sprehodi, inkluzija, vključevanje. Imeli smo obisk tudi policistov in so se vozili z avtom, to je bilo tudi za njih nekaj zelo zanimivega. Obiskal nas je župan mestne občine Krško. Ne zmanjka. Redni udeleženki tovrstnih terapij Viktoriji kolonije pomenijo veliko sprostitev. Zelo sem vesela, veliko se družim, veliko sem aktivna v vseh aktivnostih, od jahanja do masaž, do ustvarjalnih delavnosti. Največji princip tega pa je, da smo socialno vključeni v celotno skupino, da smo zelo prepoznavni in aktivni na vseh področjih, da pač poskušamo, da nas ljudje še bolj sprejmejo v normalno socialno okolje, da ne delamo razlik med ostalim. Ena najzvestejših udeleženk terapij je tudi Maša. Super mi je. Kaj počnete? Delavnice imamo, kuhamo, masaže imamo, rada se družim. Zdravstveno-terapevtske kolonije pa niso vse, kar pripravljajo v društvu. V letošnjem letu smo izvedli to je že 5. zdravstveno-terapevtska kolonija. Prva je bila v Kranjski Gori, potem na Pašmanu, družinska, in v Bušeči vasi tudi za mlajše člane samostojna, potem še ena na Pašmanu in sedaj tukaj v Bušeči vasi. Drugače pa seveda izvajamo tudi ostali program. Počitniško varstvo smo v poletnih mesecih in v počitnicah, potem pohodništvo za invalide, še vedno sodelujemo v skupini GoGo 2023, naredili smo kar nekaj pohodov in s tem v bistvu smo tudi širili obzorje tako vsem nam kot uporabnikom. Skozi celo leto izvajamo hipoterapijo na 2 lokacijah, potem izvajamo terapije z gongi na samem sedežu društva, potem glasbene terapije, masaže, ustvarjalne delavnice, glasbene delavnice in še vrsto ostalih aktivnosti skozi celo leto. Bogat program pa zahteva tudi visoka finančna sredstva, ki jih zbirajo predvsem na razpisih in z donacijami. Naša vizija je, da če prosimo, tudi nekaj naredimo in tudi pokažemo. Zato tudi se tako pojavljamo v medijih, da pokažemo, da dokažemo, da delamo, da ustvarjamo nekaj novega, da jim ponudimo nekaj več. Smo veseli, da živimo v občini, kjer smo, v Posavju. Še vedno je posluh za naše člane. Imamo veliko donatorjev, ki v bistvu vsako leto pripomorejo, da se ta program lahko obdrži oziroma da ga lahko tudi nadgrajujemo. Tako da jaz bom rekla, da sem hvaležna. Tudi občina sama, Krško, moram jo izpostaviti, ima najbolj posluh za ranljive skupine in za naše uporabnike, seveda pa tudi občina Brežice in Sevnica. Članstvo v društvu se iz leta v leto povečuje, tudi ali pa predvsem zaradi bogatih programov. Tudi iz drugih občin imamo že člane, vendar se tam ne prijavljamo na razpise občinske, zato ker je majhno število članstva in verjetno tudi ne bi bili uspešni. S tem pa krpamo te luknje sredstev donatorjev, sponzorjev in ostalih potem tudi prostovoljnih prispevkov in pa seveda tudi prispevkov uporabnikov pri programih. Zdravstveno-terapevtske kolonije predstavljajo poseben izziv tudi z področja logistike oziroma transporta, tako opreme kot tudi samih udeležencev in spremljevalcev. Ravno samostojne kolonije, ki jih izvajamo, so največje težave sploh recimo na Pašmanu, ko se sami moramo pripeljati, rabimo tako kombije, rabimo šoferje, odgovorne in izkušene, kajti to je velika odgovornost, to je le veliko število kilometrov, da jih pripeljemo varno in seveda to pripelje in cestnine in nafta in vse, pripelje to do veliko večjega stroška finančnega in tako tudi podraži seveda kolonijo.
Tako da se nekako tlele da prilagajamo ostale programe, da lahko izvajamo potem te, ki so malo bolj obsežni in zahtevni in tudi finančno večji zalogaj za naše društvo. Nepogrešljiv člen društva, brez katerih ni mogoče, da bi društvo izvajalo programe kot jih, pa so prostovoljci. Jaz sem prostovoljka pri društvu Sonček Posavje že več kot 15 let. Meni se zdi, da moraš biti za to moraš biti srcem moraš biti pri tem delu, ni vsak za to. Meni osebno pa to pomeni neko zadovoljstvo, osebno izpopolnitev in jaz tako rečem, ti njim nekaj daš, oni pa tebi še več vrnejo, ker te njihovi iskreni nasmehi, iskreno zadovoljstvo in hvaležnost poplača čisto ves trud. Je kar veliko prostovoljcev, ki so družinski člani, tudi sama imam sicer nečakinjo s posebnimi potrebami, ampak ne vem, mogoče tudi ne. Se mi zdi, da če si človek za to, si človek za to in če imaš veliko srce, lahko sprejmeš te otroke in te ljudi. Sigurno pa je to tudi en faktor, da te pritegne k tem delu, ker pač imaš večji uvid v situacijo in pogled v njihovo življenje. V društvu je okoli 67 aktivnih uporabnikov. Govorimo o invalidih, če pa govorimo o celotnem članstvu, jih je pa sigurno preko 250, kajti zdaj tako je to, nekateri se ne udeležujejo se vseh programov. Program je resnično širok in verjamem, da se prav za vsakega najde nekaj, na kar pač je zanimivo, kar ga pritegne. In tle bi še pozvala mlajše družine, vemo, da jih je veliko tudi v lokalnem okolju, ki še niso včlanjeni v društva, naj pridejo, naj nas poiščejo, kajti širijo se informacije, zvedli bodo novosti, pomagamo jim lahko pri pripomočkih in pri ostalih stvareh. Tako tudi, če niso aktivni v programu, bodo dobili veliko informacij za lažje premagovanje življenja z invalidnostjo. V Krškem so nedavno organizirali Pavlinove dneve, posvečene Alfonsu Pavlinu, slovenskemu botaniku, ki se je rodil v Leskovcu pri Krškem, med drugim pa je 45 let vodil botanični vrt v Ljubljani. Pobuda za dogodek je prišla iz lokalnega okolja. Simpozij, ki ga pripravljamo danes, dejansko sodi v tako imenovane Pavlinove dneve. 2 dneva smo posvetili rojaku, botaniku Alfonsu Pavlinu, ki je bil rojen v Leskovcu pri Krškem in točno na današnji dan se spominjamo njegove 170. obletnice rojstva. Povezali smo se Kulturno društvo Leskovec pri Krškem, Mestni muzej Krško, Mestna občina Krško in pa tudi Botanični vrt Univerze v Ljubljani, kjer je dr. Bavcon nekako predlagal, da bi šli v zasnovo tudi simpozija. Tako bo ta simpozij danes potekal precej številčni, zasedbi, 11 predavateljev imamo. Vsi rojaki, ki so zaznamovali našo preteklo zgodovino, so pomembni delež naše slovenstva, naših Slovencev in temu primerno je tudi pomemben današnji dogodek, katerega danes doživljamo, bomo doživeli in pa tudi jutrišnji dogodek, katerega pripravljajo kulturniki iz Leskovca v Leskovški šoli. Med drugim je Pavlin 45 let vodil ljubljanski botanični vrt. Pavlin je bil tisti znanstvenik, ki je recimo vrt dvignil na svetovni nivo, evropski nivo. On je namreč leta 1889 izdal prvi seznam semen, natisnen, prej se je to pač dajalo tako na osnovi poznanstev in on potem razpravljal v svojih razpravah, da je s to znanstveno publikacijo uspel vrt dvigniti na evropski nivo. Najprej imel, bom rekel, izmenjavo s 30 vrtovi po svetu, že v tistem, te prvem je recimo večja ustanova, kot je Royal Botanic Garden Kew, naročil semena iz botaničnega vrta. In potem je prišel to do skoraj 100. Pomen je v tem, da je v bistvu on izdajal posušeno herbarijsko zbirko od 1901 do 1936 in bil je, bom rekel, botanik evropskega slovesa, zato ker je imel korespondenco skoraj 120 botaniki v tistem času in je dejansko veliko pomenil. Bil je pa tudi človek, ki se je upal reči, ni bil kimavc, kot v današnjem času rečemo, in je tudi upal zahtevati za vrt. Tako da on je recimo takoj na začetku že dobil, bom rekel, posojilo za vrt in ga je potem na koncu, ko je recimo 45 let vodil vrt, obračunal.
V sklopu Pavlinovih dni pa so v Mestnem muzeju Krško odprli tudi muzejsko vitrino posvečeno Pavlinu. Obiskovalci lahko na razstavi vidijo redke knjige, katerih avtor oziroma soavtor je Pavlin. Naprimer, učbenik botanike, njegovo izvirno delo iz leta 1889. To delo je bilo potem tudi zgled za vse kasnejše učbenike. In pa vidimo potem še kasnejše delo v sodelovanju z Hayekom, tudi mednarodno priznanim botanikom. In pa na ogled je prav tako herbarijska škatla, v kateri so bile hranjene herbarijske pole, Flore exsicateae carniolike, se pravi tega temeljnega dela njegovega. In pa šede, to so pa tiskane etikete, ki so išle ob posamezni centuriji tega herbarija. Na razstavi pa so predstavljene tudi znamke. Na eni od znamk je upodobljen Pavlin in njegov herbarij. Ta znamka je iz leta 2003 in pa kasnejša znamka iz leta 2020, na kateri je pa upodobljen, ki je pa v bistvu posvečena 100. obletnici spomenice. To pa je bil dokument, v katerem so takratni vidni naravoslovci zahtevali ohranitev narave, da se uredi to področje, in eden od teh znanstvenikov je bil tudi Pavlin. Leskovški kulturniki pa so v sklopu Pavlinovih dni pripravili prizore iz življenja družine Pavlin in rodbine Auersperg na Šrajbarskem turnu. Žal, prav veliko podatkov o Pavlinovem življenju nismo našli. Obstaja veliko podatkov o njegovi bibliografiji, o njegovem delu kot botaniku, z njegovim življenjem pred višjim šolanjem, bom rekla, smo se pa soočale, jaz pa še dve kolegice, Mojca Pacek pa Sonja Levičar iz društva. Iskali smo po krstnih in mrliških knjigah in poročnih knjigah podatke o njegovi družini, tako da smo nekaj izbrskale, odkot so prišli in koliko otrok se je potem rodilo. Na nadaljne podrobnosti pa v bistvu še čakamo. Upamo, še bomo raziskovali. Prosili smo šolski muzej za neke podatke. Vemo, da sta njegova starša prišla iz Ljubljane, da je prvi otrok v družini bil rojen najbrž nekje v Trnovem, ker ni bil rojen v Leskovški fari. In na podlagi tega, kar opisuje tudi o njegovem značaju kasneje, sem pač oblikovala prizor, kratek prizor iz njegovega otroštva, v bistvu v vrtu Šrajbarskega turna. Poglejte njega, kako se je razgovoril. Ja, Marija, hode. A nisi videla, da imaš občudovalca? V travi je bil skrit kot tak majhen zajček. Zakaj pa si čepel tukaj, dragi fantek? Paposti, da sem vas zmotil. Ko ste bili zatrpeli na svoje delo, so komaj upal dihati. Zanimalo me je, kaj gledate. Rože sem gledala. Hvala, ker ste se družili z nami. Naj vam do prihodnjič življenje postreže z lepimi trenutki.